Čestitke za zmago, ponovili ste nekako srečanje pred slabim mesecem dni, ponovno nadigrali Slovana, sicer nekaj težav, pa vendarle. No, moram reći da smo bili mirni, glede na situaciju, kad smo se znajdli po zelo bolečem porazu od Parka pred 7 dnevi, da smo naredili tisto, kar sam v izjavi povedal pred tekmo, vse polovično, torej topih šutov nismo zadevali pretirano, ampak se je vrnil Marko Sklenšov v formi, dal neke težke šute in kar je zelo pomembno, to, kak je bilo prosti meti 83%, nasprotnik 60%, pravi naših 60%, mislim, da je to tako odločilo tekmo. Imeli ste pravzaprav več razpoloženih igralcev, nekoliko se mi pozdi, da ste danes precej drugače vodili tekmo kot ponavadi. Kremšo in Čebular veliko niste igrala skupaj kot običajno. Ja, prejšnja sreda me je izučila tudi o podaljškem razmišljal in zadnji tekmo smo izgubili zaradi, če odmislimo, objektivne stvari, katere še zdaj ne moram pozabiti, zaradi utrujenosti Krenešova na koncu druga, tretjega podaljška, zaradi osebnih Lapornika in Čebularja in v tem ritmu sobota sreda je nekako verjetno to recept, mogoče tudi ne, videli bomo, kaj bo v soboto za Savi. Damjan, v sezoni 2-6-2-7, ko ste bili na zadnji v Ligi za prvaka, je prva zmaga prišla šele v 10. krogu. V tej sezoni prva zmaga v 4. krogu, sedaj verjetno se nekoliko lažje vidi. No, moram povdariti ključno razliko. Takrat smo imeli ogromno mladih igralcev v ekipi, lahko jih hitro naštejem, to so bili takrat 17-letni Lapornik, Sajko, potem Krušič, pa še takrat Ferme, mogoče sem Škerga pozabil in je bil cilj v Ligi za prvaka vsaj tistih 8 krogov, fasiranje mladih igralcev, na kar pač enostavno ni šlo več in sem potem dal takrat večjo bonitaciju s tem nasilnim igralcem, smo uspeli nekaj tekme zmagati. Še vedno smo igrali za 8. mesto, pa če sem čisto pretirano optimističen tudi za 4. Damjan, čaka vas srečanje v Trbovlju, za Savijo ste nekaj dolžni iz prvenstvenih srečanj, vendar v pokalu ste pokazali, da se znate z njimi kosati. Ja, težko bi zdaj primerjal naše ekipe, kajti zadnja tekma je bila pred enim mesecem približno dobrim. To tekmo smo odigrali brez Krenešova, celo tekmo z Bolanom Šimovićem, torej dva kar nekako ključnih igralcev in je Čebular igral celo tekmo na playmakeru. Motivirani smo, ampak moramo biti motivirani tako, kot smo bili danes, s trezno glavo moramo imeti tekmo. Ne dvomim, da bomo napaljeni, ampak brez uporabe možganov ne bo šlo. Še samo vprašanje, dolgo let ste že v košarki, ste že imeli kdaj priložnost videti igralca, ki je izvajal proste mete 21-20, tako kot Sandi Čebular danes? Ja, spomnim se ne, še manj se pa spomnim, da bi mu to bili vidni koši, da ni videl iz igre.